Spoštovane in spoštovani, dragi ljubitelji zborovske glasbe, lepo pozdravljeni v imenu komornega zbora Dekor in dirigentke Alenke Podpečan. Nocoj vam prinašamo zven legend, pa ne katerihkoli, ampak tistih skladateljskih, ki so ali še bivajo med nami, ter tistih, ki nas v svojem bogatstvu spremljajo v slovenski ljudski tvornosti. Pridružili ste se nam na poti od zarje, jutranje zarje do poznega večera, ki bo razkrila junaštvo kralja Matjaža in njegova predanost ljubi Alenčici. Uvodoma ste slišali pesem od zarje slovenskega skladateljskega velikana Lojzeta Lebiča, ki se mu tudi mi želimo pokloniti ob častitljivem jubileju 90. rojstnem dnevu. V skladbi je ustvaril mistično zvočno pokrajino, ki so jo ravno obsijali prvi sončni žarki. Še veliko bi želeli vprašati to ljubo sonce, a soncu se mudi naprej. Tako tudi kralj Matjaž še ne more vedeti, kaj mu bo prinesel dan. No, to bomo skupaj slišali. Skladbi, ki sledita, odstirata pestro motiviko ljudskega slovstva in raznolikost skladateljskih pristopov pri snovanju glasbenih upodobitev legende o kralju Matjažu. Izrazito ekspresivna skladba primorskega skladatelja Marjana Gabrielčiča, ljudski napev z Goriškega prepleta s sodobnimi kompozicijskimi elementi in z izmenjavo solističnih ter zborovskih delov poveže dialog med Matjažem in njegovo rešiteljico Margetico, ter pripoved o njuni vrnitvi iz Turčije v domače kraje. Skladatelj Anton Lajovic pa je pri svoji uglasbitvi podobnega motiva, povzetega po ljudskih iz Roža, ostal zvest tradiciji in ohranil tako pristno ljudsko melodijo kot značilno ritmičnost. Kar 33 izpisanih kitic opeva zgodbo kralja Matjaža, od poroke z Alenčico, njegovega odhoda v vojsko, turškega napada na njegov grad, ob katerem so mu ukradli Alenčico in nažalost ubili mater, pa do njegovega junaškega rešiteljskega podviga, med katerim se Alenčici razkrije s plesom. Pa brez skrbi, ne bomo zapeli vseh 33. Oj, Bog me, kralj Matjaž. Oh
Gotovo se kot pravi junak, tudi kralj Matjaž, ni bal razkriti svojega srca, svoji ljubi Alenčici. Skladba Hrepenenje, kjer je besedilo Otona Župančiča uglasbil Karol Pahor, ki smo se mu želeli pokloniti ob 50-letnici smrti, s poetsko doživeto melodijo ter bogato, romantizirano harmonijo slika neizmerno željo po snidenju z ljubljeno osebo. Hrepenenje. Ta želja bo že v naslednji pesmi kralja Matjaža spodbudila, da bo osedlal konja in pojezdil rešic svojo Alenčico. Z živahno melodijo rezijanskega napeva in uvedbo izraznih telesnih tolkal je v skladbi Linčica Pokenčica veselje v srečanju spretno povzel skladatelj mlajše generacije Tine Bec.